UI ne prevzema vaše službe, zato ker je cenejša. To je laž. V mnogih primerih zamenjava vas z UI stane več $100,000 več, kot je vaša plača. In Wall Street to ve. Zakaj se torej to dogaja? Zato, ker trenutno obstaja luknja v svetovnem gospodarstvu v vrednosti $1 bilijona, ki jo povzročajo vodilni, ki sprejemajo odločitve pod vplivom tistega, kar strokovnjaki imenujejo množična UI blaznost, sprožena z $20 klepetalnikom, in to vodi do ene stvari. Generalni direktorji zamenjujejo ljudi z UI in to se jim vrača kot bumerang. Prvo poglavje. Past prilizovanja. Poslovni voditelji vedo, kaj hočejo. Tako so prišli na vrh. Imajo več denarja, več moči in več zaupanja v lastno presojo. In prav tam se začne problem. Ko dosežejo to raven, so že navajeni ljudi, ki jim vedno prikimavajo, ljudi, ki jih ne izzivajo, ljudi, ki ne postavljajo vprašanj glede odločitev. Zdaj si predstavljajte, da takemu okolju daste orodje, ki nikoli ne ugovarja, ki jih nikoli ne postavlja pod vprašaj. Sprva se zdi idealno. UI ustvari dopaminski sunek, preoblečen v inteligenco, hiter dvig ega. Vsako vprašanje dobi samozavesten odgovor. Zelo redko se bo ne strinjala. Običajno lahko računate na pozitivne povratne informacije, poleg tega pa jo lahko prilagodite svojim interesom. Namesto, da bi se pogovarjali z ljudmi zunaj računalnika, uporabniki ostajajo znotraj zaprtega kroga potrjevanja. Pogovor za pogovorom poteka brez pravega odpora na drugi strani. Kmalu začnejo umetno inteligenco dojemati kot nezmotljivo, se zanašajo na njeno modrost kot na nekakšen kolektiv virtualni orakelj, ne da bi preverjali druge vire. In to je lahko nevarno. Raziskovalci na univerzi Aarhus na Danskem so preučevali vzorce uporabe umetne inteligence in prišli do zaskrbljujočega zaključka. Ljudje, ki se spopadajo z duševnimi boleznimi, niso bili le ranljivi za vpliv umetne inteligence, ampak so lahko po interakciji s klepetalniki z umetno inteligenco kazali tudi poslabšanje simptomov. Preučili so zapise 54,000 ljudi z diagnosticiranimi stanji in našli več 10 primerov, kjer so bolniki doživeli poslabšanje blodnjavosti in škodljivih vedenj. In dobiš, kar van vložiš. In ko so na kocki milijarde dolarjev, so lahko posledice zelo resne. Direktorji, ki svoje delavce nadomeščajo z umetno inteligenco, ironično, verjetno dobivajo nasvete prav od umetne inteligence. Tehnologija je bila v podjetja vključena že dolgo, preden so prvi delavci izgubili službo. In direktor sedi v svoji direktorski pisarni, prosi svojega klepetalnega robota za nasvet in nato prejme spodbudo, naj še naprej vlaga v umetno inteligenco. To ustvari začarani krog samoprevare, ki ne pomaga nikomur, razen umetni inteligenci. Direktor dobi dopaminski naval, ker se umetna inteligenca strinja z njim in zato še dodatno investira. Končni rezultat pa je lahko največja napačna poraba kapitala v človeški zgodovini. Po vsem tehnološkem svetu so naložbe v umetno inteligenco v polnem teku. In čeprav obstaja več velikih podjetij za umetno inteligenco, ki želijo izkoristiti priložnost, je prednost biti prvi. Največji igralec v svetu umetne inteligence je še vedno Sam Altmanov OpenAI. Podjetje še naprej sklepa ogromne posle z drugimi podjetji, do zdaj že v vrednosti $1 bilijon. Večina tega so še vedno načrtovane naložbe, vendar gre za raven zaupanja v to novo tehnologijo, ki je doslej še nismo videli. Takšen denar je ogromen. Tudi v Silicijevi dolini obstaja le 15 podjetij s tržno kapitalizacijo v višini $1 bilijon in samo eno, ki je doseglo vrednost $5 bilijonov. Nvidia, njegovi grafični procesori in polprevodniki so postali hrbtenica razcveta umetne inteligence. In to spremeni vse. Ker velika podjetja tekmujejo, kdo bo zgradil prihodnost umetne inteligence, se v skoraj vsaki večji pogodbi pojavljata dve imeni – OpenAI in Nvidia. Eden zagotavlja inteligenco, drugi pa strojno opremo. In če se vse te naložbe izplačajo, bo to naredilo veliko ljudi nepredstavljivo bogatih. Koliko je sploh $1 bilijon? To je približno toliko, kot bi stalo zgraditi 10 mednarodnih vesoljskih postaj. Ta skupna naložba v umetno inteligenco je večja od tržne vrednosti mnogih velikih tehnoloških podjetij. Amazon, Microsoft, Meta in druga velika imena so leta 2025 močno investirali v umetno inteligenco. In do zdaj, po besedah enega največjih imen v ekonomiji, ni prispevala ničesar. In zdaj ljudje začenjajo postajati zaskrbljeni. Poglavje 2. Halucinacija o $1 bilijonu. Opozorilni zvonec zvoni. Goldman Sachs je eden najbolj zaupanja vrednih virov za ekonomske in investicijske novice in oni bijejo preplah. Po besedah profesorja ekonomije na Harvardu Jasona Furmana, sektor obdelave podatkov predstavlja le 4% ameriškega BDP, a je v prvi polovici leta 2020 prispeval kar 92% rasti BDP. To je edino področje, kjer gospodarstvo dejansko raste. To pomeni, da vsako drugo podjetje pomaga umetni inteligenci rasti, vendar umetna inteligenca teh drugih sektorjev ne dviguje s seboj, vsaj za zdaj ne. In vsi zelo pozorno spremljajo borzo.
Če umetna inteligenca prejema velika vlaganja, vendar zaenkrat še ni prinesla nobenega povečanja ameriškega BDP, kako dolgo bo ta kokoš, ki nese zlata jajca, še trajala? Goldman Sachs ni neposredno rekel, da je umetna inteligenca slaba naložba, vendar je pozval k previdnosti. Menili so, da umetna inteligenca ne bo imela pomembnega vpliva na gospodarstvo do leta 2027. Če pa ljudje začnejo izgubljati zaupanje, se lahko stvari hitro sesujejo. Preudarni vlagatelji začenjajo opozarjati na možno balon umetne inteligence, če se krožni val naložb preprosto ustavi. Delnice bodo strmoglavile in druga podjetja, ki so zdaj močno vložena v njen uspeh, bodo padla z njimi. V najslabšem primeru se ljudje bojijo, da bi to lahko povzročilo ogromen zlom trga. Ker je trenutno gospodarstvo umetne inteligence le ogromen prenos bogastva iz enega tehnološkega podjetja v drugo, in to bogastvo niti ne ostaja v ameriškem gospodarstvu. Brez energije, ki jo ustvarjajo strežniške farme, bi lahko velik del interneta zaradi intenzivne uporabe umetne inteligence prenehal delovati. Čeprav se morda zdi podobno kot iskanje v iskalniku, lahko poizvedba v ChatGPT porabi vsaj 10-krat več električne energije, včasih pa celo do 60-krat več, odvisno od naloge. In ker strani, kot je Google, zdaj vključujejo umetno inteligenco v svoje iskalnike, je povpraševanje stalno. Vse to povečuje povpraševanje po podatkovnih centrih. Ti obremenjujejo elektroenergetska omrežja v bogatih državah, medtem ko je človeško delo potrebno za učenje teh modelov tiho preneseno v manj premožna območja v tujini, zaradi česar se veliko ljudi sprašuje, kdo ima od tega korist. Tehnologija trenutno ne spodbuja gospodarske rasti. Za mnoge ljudi se zdi, kot da gre za finančno hišico iz kart, saj so vse naložbe usmerjene v novo tehnologijo, za katero nihče ni prepričan, da bo dolgoročno spremenila pravila igre. Lahko se izkaže, da bo ostala le zanimivost. Lahko se zgodi, da doseže singularnost, ki bi nas vse lahko ogrozila, lahko pa tudi revolucionira gospodarstvo na način, ki ga nihče ne more predvideti. Na nek način se je to že zgodilo, saj podjetja že delujejo, kot da je to prihodnost in da ni več poti nazaj. In veliko ljudi izgublja službe. Poglavje 3. Laž o učinkovitosti. Leto 2025 je bilo leto, ko so odpuščanja zaradi umetne inteligence postala realnost in je postalo črno leto za tehnološki sektor. Po podatkih svetovalnega podjetja Challenger Gray & Christmas je bilo v ZDA 55.000 odpuščanj, ki so jih neposredno pripisali naložbam v umetno inteligenco. Vendar je bil to le majhen odstotek vseh odpuščanj, približno 1,17 milijona, kar je najslabša številka za delovna mesta po pandemiji COVID-19, ki je zaprla velik del gospodarstv. Odločitve, ki jih podjetja sprejemajo trenutno, imajo resnično človeško ceno in se to verjetno kmalu ne bo počasnilo. Sredi skrbi zaradi množičnih odpuščanj je Goldman Sachs aprila 2026 izdal odkrito opozorilo za delavce, ki jih izrinja umetna inteligenca. Ne pričakujte, da bo pot nazaj lahka. Povedali so, da bodo ti delavci morda dolgo iskali novo zaposlitev na svojem trenutnem področju, pri čemer obstaja velika verjetnost, da bo ta slabše plačana in z manj ugodnimi pogoji kot prejšnja. Področje razpoložljivih delovnih mest se nenehno krči, saj podjetja poskušajo uporabiti umetno inteligenco za varčevanje denarja. Vsa vlaganja v umetno inteligenco so trenutno v bistvu stava na prihodnost, ki se še ni zgodila. Podjetja govorijo o tem, da bo umetna inteligenca postala tako pametna kot ljudje in bo lahko opravila naloge v nekaj sekundah, za katere bi ljudje potrebovali ure. Toda trenutno je umetna inteligenca nepopolna in draga. Ta tehnologija je velik porabnik energije. Od julija 2025 je ChatGPT obdeloval približno 2,5 milijarde poizvedb na dan. Gemini in drugi portali z umetno inteligenco pa so imeli podoben promet in uporabljali isto tehnologijo. Zato je potrebna poraba energije, ki je približno enaka kot pri celotnem jedrskem reaktorju, da jih vsak dan ohranja v pogonu. Za učenje naslednje generacije modelov bodo superračunalniški podatkovni centri vsak dan potrebovali toliko energije, kot jo proizvede do 10 jedrskih reaktorjev. Podatkovni centri delujejo neprekinjeno, da te storitve ostanejo aktivne. Povpraševanje pa nenehno raste, saj podjetja to vključujejo v vedno več storitev. In le redki med njimi dejansko delujejo. Za povprečnega človeka je umetna inteligenca videti impresivno, vendar so v ozadju še vedno resne težave. Tehnologija v resnici ne razmišlja. To je napovedni model, ki črpa iz drugih virov. Podjetja so bila kritizirana zaradi objavljanja pomanjkljive umetnosti umetne inteligence z očitnimi napakami, besedila, ki jih ustvari umetna inteligenca, pa so polna napak, zato so potrebni uredniki, da so sploh sprejemljiva. Torej morajo podjetja vlagati v umetno inteligenco, na koncu pa se vseeno zanesti na ljudi. Kljub temu se vlaganja ne upočasnjujejo, pravzaprav je ravno nasprotno.
V preteklosti so bili izvršni direktorji pogosto oddaljeni od svojega izdelka in so lahko videli njegove pomanjkljivosti. Znano je, da je Mark Zuckerberg izjavil, da svojim otrokom ne bi dovolil uporabe družbenih omrežij, dokler ne postanejo najstniki. V primeru nove tehnologije, umetne inteligence, pa to pogosto ni tako. Direktorji podjetij za umetno inteligenco imajo dostop do novih agentov umetne inteligence, še preden jih dobi širša javnost. In ne le, da komunicirajo z njimi, temveč jih ti agenti tudi pritegnejo. Postanejo njihovi prvi pravi privrženci. In ko so enkrat tako globoko vpleteni v svoj novi, najljubši projekt, jih je zelo težko izvleči iz te orbite. In to vedo, a jih to ne ustavi. Poglavje 4. Psihoza v direktorski pisarni. Gary Tan, izvršni direktor Y Combinatorja, je bil v zadnjih nekaj desetletjih vpleten v številna največja tehnološka podjetja in je popolnoma predan umetni inteligenci. Toda nedavno se je znašel v novicah, ker je populariziral nov izraz – kibernetska psihoza. To je nekaj, kar se pojavi, ko ljudje preživijo preveč časa v pogovoru z umetno inteligenco. Toda Tan na to ni opozarjal. Opisoval je samega sebe z navdušenjem. Povedal je, kako je bil tako navdušen nad delom z agenti umetne inteligence, da je spal le 4 ure na noč. V preteklosti se je zanašal na zdravilo proti zaspanosti modafinil, da je preživel naporne ure v zagonskem podjetju. Zdaj pa mu ni treba več jemati tablet, ker mu umetna inteligenca daje toliko energije. Ta novo javno izkazovanje vere v umetno inteligenco, ko je javno objavil del kode, ki jo je razvijal na Antropikovi platformi Claude, je bilo videti kot ena najbolj dramatičnih prikazov, kako umetna inteligenca vpliva na človeški Obsežno dela z navodili za umetno inteligenco in več kot ima nekdo stika s to tehnologijo, bolj je nagnjen k prepričanju, da je ustvaril nekaj resnično revolucionarnega. Pravzaprav obstaja celo izraz, ki ga mnogi uporabljajo. God Mode, kjer verjamejo, da se približujejo tisti legendarni singularnosti resnično avtonomne umetne inteligence. Toda v ozadju je vse skupaj veliko bolj krhko. Na koncu je umetna inteligenca osnovana na nizu besedilnih navodil. Bolj kot so poteki navodil zapleteni, bolj natančna je umetna inteligenca. Umetna inteligenca se zdi bolj sposobna in lahko opravi bolj zapletene naloge. Toda vsaka funkcija temelji na zelo strukturirani seriji kode in nobena od trenutnih tehnologij se ne približa dejanskemu procesu razmišljajočega uma. Vendar pa se zdi, da več časa kot generalni direktor preživi svojo tehnologijo, bolj se zdi, da je res drugače. Anekdotična poročila ljudi, ki delajo v tehnološki industriji, navajajo, da je kiberpsihoza vse pogostejša, saj se razvoj tehnologije pospešuje in se oboroževalna tekma zaostruje. Toda uspeh je težko doseči in je še redkejši. Konec leta 2025 je študija MIT preučila stanje umetne inteligence v poslovanju in analizirala 300 javnih implementacij te tehnologije. Dobro je bilo znano, da je bila tehnologija še v zgodnji fazi, vendar so bile novice bolj mračne, kot je kdo pričakoval. Ugotovili so, da velika večina podjetij, ki uporabljajo umetno inteligenco, še vedno ni bila dobičkonosna. Le 5% integriranih pilotnih projektov umetne inteligence je pokazalo kakršenkoli pomemben vpliv na dobiček podjetja. In velika večina jih nikoli ni niti prišla do faze, kjer bi lahko javnost sploh izrazila svoje mnenje o tem, ali delujejo ali ne. Pravzaprav večina sploh nikoli ni zaživela. Velika večina uspehov na področju umetne inteligence je usmerjena k posameznim potrošnikom. ChatGPT in Gemini uporablja na milijone ljudi na dan, vendar je večina uporabnikov brezplačnih uporabnikov. Le majhen odstotek jih je plačljivih naročnikov. Te storitve umetne inteligence večinoma poslujejo prek partnerstev z drugimi podjetji. Ta podjetja pa nato razvijajo načine za vključitev tehnologije v svoje storitve. Toda čeprav 60% podjetij ocenjuje orodja, jih le 20% pripelje projekt do pilotne faze, le 5% pa jih pride do končne faze in so uvedeni v proizvodni ali storitveni proces. To pomeni, da velika večina denarja, vloženega v umetno inteligenco, preprosto izgine. Trenutno celotno gospodarstvo umetne inteligence visi na nitki. Naložbe se še naprej vrstijo, ker so podjetja, ki vodijo uvajanje, prepričala druga podjetja, da so oni prihodnost. Za večino podjetij nima smisla, da bi poskušala razviti lastno orodje umetne inteligence, zato se raje obrnejo na sodelovanje z enim od uveljavljenih velikanov, kot je OpenAI. Toda te naložbe večini teh podjetij še niso prinesle dividend. Računi se še naprej kopičijo, odpuščanja pa še naprej prizadenejo njihove zaposlene in morda bo vse skupaj kmalu doseglo kritično maso. Če je napovedanih 20 revolucionarnih projektov in jih 19 pristane v smeteh, to ni vzdržno. Če umetna inteligenca še naprej ne bo izpolnjevala pričakovanj svojih strank, morda ne bodo brez dela ostali le odpuščeni tehnološki delavci. Investitorji z zaskrbljenostjo opazujejo dogajanje. Medtem pa odpuščeni tehnološki delavci upajo, da bi balon lahko kmalu počil, kar morda sploh ni tako daleč. Poglavje 5. Veliki preobrat. Vedno bodo obstajali zgodnji uporabniki. Večina podjetij, ki so najodločneje uvajala umetno inteligenco, pa je bila tehnološko usmerjenih. Toda to jih naredi za preizkusne primere in ti preizkusi niso vedno uspešni.
Klarna, digitalna banka in podjetje za finančne storitve, je bila pred svojim časom. Njen izvršni direktor, Sebastian Simjatkovski, je bil leta 2024 prepričan, da lahko umetna inteligenca prevzame veliko delovnih mest, ki jih opravljajo ljudje. To je bil dober preizkusni primer, saj je veliko njenih funkcij zelo ponavljajočih in predvidljivih. Nato so se začeli rezi. Podjetje je za več kot leto dni zamrznilo zaposlovanje. Njeno število zaposlenih se je močno zmanjšalo, in sicer za skoraj 40%, s 5500 na 3400. Njihova zamenjava je bil klepetalni robot z umetno inteligenco, ki naj bi opravljal delo več kot 700 agentov za pomoč strankam in hkrati obravnaval stotine finančnih transakcij. To je bil eden prvih velikih preizkusov, ali lahko umetna inteligenca dejansko prevzame veliko število delovnih mest. Rezultati so kmalu začeli prihajati od strank Klarne, stranke pa niso bile zadovoljne. Klepetalni robot je preprosto opravil dobro, ni pa se znal spopasti s kompleksnejšimi težavami. Stranke so postajale vse bolj frustrirane in niso zaupale podjetju. To je bilo eno največjih ponižanj za tehnološko podjetje v novi dobi umetne inteligence. Klarna je bila kmalu prisiljena spremeniti smer, potem ko je odpustila večino svojega osebja za podporo strankam. Bili so prisiljeni hitro spremeniti pristop in usposobiti drugo osebje, da prevzame te naloge, dokler niso lahko ponovno zaposlili. To je pripeljalo do tega, da so na klice strank odgovarjali inženirji in zaposleni v marketingu, vendar so morda opravili boljše delo kot avtomatizirana različica. To je vzorec, ki se pojavlja povsod. Podjetja, ki so vlagala v umetno inteligenco, začenjajo delati popolne preobrate. Edino vprašanje je, kako nizko lahko še pade. Tehnološko raziskovalno podjetje Forrester je v zadnjih nekaj letih preučevalo prehod na umetno inteligenco, njihova predvidevanja pa so bila redko pozitivna. Preučevali so, kako nepripravljeni so zaposleni na prilagoditev novemu paradigmatu umetne inteligence, pa tudi, kako zaposleni še nimajo koristi od te spremembe. Zdaj pa so pripravljeni podati veliko napoved. Podjetja so množično odpuščala zaposlene, v upanju, da jih bodo nadomestila z umetno inteligenco, vendar so tako ostala brez znanja in izkušenj, ki jih potrebujejo za učinkovito uporabo te tehnologije. To je tako, kot če bi letalska družba odpustila svojega pilota, da bi prihranila pri teži tovora, nato pa ugotovila, da nekdo vendarle mora upravljati letalo. Tako da, medtem ko ti zaposleni iščejo nova delovna mesta, bi se morda morali ozreti kar pri svojih nekdanjih delodajalcih. Forrester napoveduje, da bodo te družbe morale ne le zaposliti več ljudi, ampak da bodo leta 2027 polovica vseh odpuščanj povezanih z umetno inteligenco preklicana. 55% delodajalcev že obžaluje svojo odločitev o zmanjšanju števila zaposlenih. To bi lahko ponovno postavilo osebje AXT v vodilni položaj. To so ljudje, ki so zgradili velik del sodobne tehnološke infrastrukture, nato pa so bili prisiljeni oditi. In zdaj, da bi se izognili katastrofi, so prav ti potrebni, da obrnemo negativni trend. Ob predpostavki, da generalni direktorji vedo, kdaj se bo zgodila katastrofa, je to velik X-faktor v trenutni paradigmi umetne inteligence. Umetna inteligenca še ni postala dobičkonosna, še ni postala nepogrešljiva za podjetja, vendar je izjemno dobro prepričala ljudi, da je temu tako. Od ljudi, ki vsak dan vnašajo na desetine poizvedb v ChatGPT, do generalnih direktorjev v svojih pisarnah, ki s pomočjo umetne inteligence po občutku programirajo naslednjo inovacijo, večinoma dobivajo povratne informacije od umetne inteligence, ta pa jim še naprej govori, da je vse odlično. Nadaljujejo z vlaganjem in številke na borznem sledilniku še naprej rastejo. In enako velja za dopaminske receptorje. Vse je super, dokler ni več tako. Trenutno je najbolj verjeten izid ta, da bodo ljudje, ki so jih odpustili zaradi umetne inteligence, spet v vodilnem položaju. Podjetje potrebuje njihovo strokovno znanje in morda bodo lahko ob vrnitvi izpogajali novo plačo. Analitiki vedo, da je to nujno, generalni direktorji pa morda ne. Trenutno na vrhu primanjkuje vodstva, saj nekateri najpametnejši ljudje v tehnologiji sprejemajo navodila od klepetalnih robotov, ki so jih sami programirali. In morda bodo to počeli, dokler se hišica iz kart ne zruši. A to odpira še veliko večje vprašanje. Kaj se zgodi, ko to isto orodje preseže tehnološka podjetja in vstopi v sisteme, kjer niso v igri dobički, ampak posledice? Izvedite grozljivo resnico v videu. Umetna inteligenca je igrala vojno igro in uničila z jedrskim orožjem. Ali pa si namesto tega oglejte ta video.